tukaj zbrali, kaj je tista novica, s katero nam boste postregli. Ja, hvala za to vprašanje in da ste prišli na to novinarsko konferenco. Glavna tema je seveda razkritje te znamenite tretje točke opomnika, ki ga je imela komisarka in pa podpredsednica vlade, pripravljenega za predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, gospoda Accetta. Zelo dolgo smo čakali na to. Jaz sem najprej poskušal v prvem koraku z upravnim postopkom, kajti ko smo videli opomnik in tudi prikrita dejstva iz opomnika, smo vedeli, da je zgodba precej bolj globja, kot je bilo videti na prvi pogled. Čeprav smo kontekst že razumeli takrat pred 2 letoma in pol, takrat, kot veste, je Ustavno sodišče zadržalo novelo zakona o RTV, predvsem zaradi nekaterih bojazni, ki so bile noter v zakonu. Šlo je zlasti za svetnike, ki bi se jim prekinil mandat sredi mandata, in še neke tudi druge stvari. In takrat je Ustavno sodišče ocenilo, da je prav, da se zadrži zakonodajni postopek. No, nekaj dni po tem znamenitem obisku Věre Jourove pri predsedniku Ustavnega sodišča je Ustavno sodišče spremenilo stališče, poslalo predlog zakona RTV v nadaljnji postopek in posledice so bile drastične. Mnogo ljudi, od vodstva, urednikov in tudi novinarjev je izgubilo službo. Skratka, ta zakon je močno posegel v njihove dotedanje pravice in normalno, da se mi je zdelo prav, da poskušamo to zgodbo osvetliti, narediti bolj transparentno in nenazadnje je bila podpredsednica komisije in pa komisarka pokrivala resor transparentnosti in smo mislili, da bo brez težav zgodba relativno hitro zaključena. Pa ni bila. Evropska komisija je zadrževala s svojimi dokazi in ni hotela sprejeti nobenega ugoditi recimo naši zahtevi. In seveda zgodba se je vrtela počasi naprej. V tem času sem na svojo stran dobil tudi ombudsmanko Evropske unije, O'Reilly, ki je zahtevala enako kot jaz, je zahtevala, da Evropska komisija predloži vse transparentno, vse opomnike in vse stvari, ki smo jih zahtevali v tem postopku, pa tudi ni hotela ugoditi in seveda naslednja stopnja je bilo pač sodišče. In jaz sem danes zelo vesel. Danes nimam samo jaz za zmagovalca te zgodbe, ki se je tako končala, ampak tudi Evropska unija, v kateri sta vsaj 2 inštituciji korektno ravnale, to je ombudsman in pa seveda Evropsko sodišče. Tako da res je, da je tudi trajalo od odločitve sodišča do danes kar precej časa, vse skupaj skoraj 1000 dni, kar je malo preveč za komisijo, ki je imela posebno resor za transparentnost, ampak vendarle lahko rečemo, da je tudi Evropska komisija dokazala, da je dovolj odporna proti takim stvarem in da se Evropska unija je dokazala, da se lahko brani pred takšnimi dejanji, ki pomenijo kršitev tudi lizbonskih pogodb. Tudi lizbonskih pogodb, kjer na večjih mestih 5., 13. člen in mnogi drugi govorijo jasno o razmejitvi pristojnosti med državami članicami in pa tudi evropskimi inštitucijami. Tako da v tem smislu je to precedenčen primer, ki bo moral vplivati tudi na nadaljnje obnašanje Evropske komisije, ki postaja vedno bolj vlada, ne pa izvršni organ evropskih inštitucij. Če gremo čisto na kratko, kaj je zdaj ta razvpita točka, ki je razkrita, dobesedno, kaj piše v njej? Torej, mi smo sumili, da piše tretja točka, da se bo nanašala na sprejemanje zakona RTV. To je bil tudi osnovni namen, danes imamo to dokaz tega obiska, ki se je končal z politično intervencionizmom strani Evropske komisije in tako se je tudi zdaj dokazalo. Piše pa, da naj komisarka preveri stališče predsednika Ustavnega sodišča glede zakona RTV. Točno to, kar smo predvidevali, da piše, pa nismo vedeli. Ampak, ker je bilo 70% teksta opomnika pripravljenega ravno o RTV pa o medijih, bi bilo res nenavadno, da bi se nič ne pogovarjali o tem. In ravno Jourova je rekla skupaj z predsednikom Accettom, da niti z ene besede niste omenila zakona RTV, kar je bila seveda laž.
Gospod Zver, kakšne naslednje korake pričakujete, ne samo na ravni Evropske unije, ali Evropske komisije, ampak tudi v Sloveniji, glede na to, da je vseeno glede na situacijo notranje politično, bo to ena vroča tema. Ne? Res je, na evropski ravni bi pričakovali vse to, da bi se Evropska komisija vse upravičila. Ne samo meni, ki je pač zadrževala tako dolgo v sodnem procesu te stvari, ampak tudi vsem tistim, ki so izgubili službo zaradi sprejetja tega zakona, ki je pa sporen. Ne? Pričakoval bi recimo tudi, da Evropska komisija vzpostavi določene mehanizme, da se kaj take v prihodnosti ne dogaja. Očitno bo treba neki mehanizem najti, da se to prepreči. Jaz upam, da to ni pogost pojav. Zdaj smo enega razkrinkali in to je tudi dobro za Evropsko unijo, da se vidi, kako lahko neki center nezakonito, nasprotju z lizbonskimi pogodbami, intervenira v neki državi po politični liniji, bi temu rekli. Ne? Komisar je z ene politične opcije, pa vlada z ene, pa se potem neki zmenijo. Ne? To ne gre tako. Pravila so dokaj Evropske unije jasna. Ne vem pa, nisem pa prepričan, da ima Evropska komisija dovolj lastnih, jasnih pravil, da se to ne dogaja. To bi bilo dobro, da sprejmejo nekaj takega. No, kar se pa Slovenije tiče, bo zagotovo največja opozicijska stranka, Slovenska demokratska stranka, zahtevala odstop predsednika Ustavnega sodišča, ker je dovolil interferenco z Bruslja neposredno v delu Ustavnega sodišča. To ni korektno, to ni dobro, to je nezakonito. In zato bi mogel povleči odgovornost. Seveda pa je vprašanje legitimnosti in legalnosti tudi zakona, ki je bil sprejeti v postopkih, v katerem je zdaj dokazano, da so nekatere stvari bile nezakonite. In to postavlja pod vprašaj veljavnosti tega zakona. Gospod Očeto zdaj ni več predsednik. Ste mislili gospod Očeto? Ni več predsednik Ustavnega sodišča, je pa še član Ustavnega sodišča. Dobro. Hvala lepa za udeležbo. Hvala vam.